Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Pred nami je drugi polčas tekme 11. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačimi Dobrovci in gostujočo zasedbo Dravinje. Zaenkrat gostje vodijo z minimalnih 0:1. V 37 minuti je edini zadetek zaenkrat na tem obračunu dosegel Ramšak. Po prvi polovici oziroma v prvi polovici prvega dela so domači prevladovali na terenu, bili boljši tekmec, nato pa v drugem delu nekoliko popustili, kar so izkoristili gostje in svojo prevlado v drugem delu prvega polčasa kronali z zadetkom. Bomo videli, ali lahko domači pridejo do izenačenja. Prva menjava tudi na tem obračunu iz igre je odšel številko 7 oziroma v slačilnici je ostal številko 7 kapetan Lubej, v igro pa številko 43 Krešo Blagus. Sredine igrišča za ta drugi polčas bodo krenili nogometaši v zeleni športni opremi, govorimo o zasedbi Dravinje, domači pa v svojih tradicionalnih modrih barvah. Gosak. Hren, znova Gosak, Hren. Še vedno Hren, vrača Kolarju. Takoj po žogo Čakš. Čakš v napad proti Žureju. Lepo je žogo zagradil Žurej. Čakš, Gaber. Na levi strani je Čakš lepo iskal Kolarja, vmešal se je Kelc, izbija Klanšek. Takoj v napad, kjer je Podbrežnik, v dvoboju Podbrežnik ter Kolar. Uspešnejši slednji. Čakš na levo stran. Proti Kolarju, nad slednjim je na koncu prekršek storil Kelc. Tokrat bo izvajalec prostega strela z leve strani Anej Kolar. V prvem delu je vse po večini te prekinitve izvajal Žiga Čakš. V skoku najvišji Petek, ki je po odhodu Lubeja z igrišča prevzel tudi kapetanski trak pri domačih. Visoko je na zadnjo vrsto gostov pritisnil Klanšek, izplačal se je ta pritisk Domna Klanška, gol out za vratarja Ploja. Krivec. Kelc. Kelc, lepo prostor proti Podbrežniku. Podbrežnik in Hren v dvoboju. Prekršek na koncu domačega napadalca. Fink proti Kolarju, zaenkrat v teh uvodnih 3 minutah drugega polčasa na igrišču mirna situacija, gostje držijo žogo v svoji posesti, sedaj pa lepo odigrano strani Dravinčanov, pravočasno iz vrat Ploj, takoj na kratko proti krivcu Jager. Grandošek. Grandošek znova v prostor proti Podbrežniku, Podbrežnik.
Podbrežnik, zapravljena priložnost domače ekipe, ponudila se jim je kar naenkrat. Podbrežnik je na levi strani iskal Štahela, morda bi bilo bolje, da bi napadalec domačih sam zaključeval, medtem pa 0:2, znova strelec Ramšak, priložnost domačih na eni strani, nato pa v 50. minuti zadetek gostov za 0:2. Medtem pa vdor sedaj pa so svoje dodali tudi navijači, ki so kar naenkrat prišli na igrišče. Posvetimo se nogometu in vodstvo gostov z 0:2, strelec zadetka v 50. oziroma 49. minuti za 0:2 znova Ramšak. Priložnost so imeli prvo domačini, ko sta jo zapravila Podbrežnik in pa Štahel, takoj proti napadu pa je prišla kazen strani Dravinjčanov in povišanje prednosti na 0:2. Še vedno čakamo na nadaljevanje današnje tekme, vendar, kot vse kaže, ga bomo dočakali sedaj. Grandošek na desno stran proti Kelcu, ta vrača Petku. Klanšek, še vedno Klanšek, mirno na koncu Hren, vezno vrsto proti Čakšu. Sedaj manjša napaka Čakša, ena izmed redkih na tem obračunu iz avta Kelc. Novi dve zamenjavi ob igrišču pripravlja strateg domačih Zvonko Breber, Pivec Žurej. Andraž Kolar proti Ramšaku, še vedno Ramšak, tokrat obramba Ploja. Ostaja 0:2 za Dravinjo. Hren proti Kolarju. Na desno stran je Jevšenak, vrača Blažu Kolarju. Sedaj so domači stopili više in s tem zaenkrat še niso resneje ogrozili organizacije napada Dravinje. Prekršek je storil Štahel. Iz igre številko 20 Tadej Štahel, v igro pa prihaja številko 6 Tilen Štahel. Prav tako
Iz igre odhaja številko 17 Grandošek, v igro pa prihaja številko 9 Alen Hutinski. Fink proti Kolarju, znova visok pritisk domačih, tokrat se je izplačal in out za Dobrovce, izvedel bo letega Blagus proti Hutinskemu, prekršek Kolarja, pametno je sedaj prekršek izsilil Alen Hutinski, prosti strel za Dobrovčane bo izvedel Jager. Izbija Gaber, brez prekrška Kolarja. Do letega obračuna je bilo odigranih, oziroma do tega kroga je bilo odigranih 60 tekem. Videli smo 30 zmag domačinov in 24 zmag gostov ter 6 neodločenih rezultatov. Najvišjo zmago v prvenstvu so zaenkrat vknjižili Podvinci, ki so v tretjem krogu z visokih 0-7, prav tukaj na igrišču v Dobrovcih premagali Dobrovce. 205 zadetkov je že padlo do tega kroga, seveda, ko se pogovarjamo o leteh, 108-97 je v gol razliki v prid domačih moštev, kar 3,4 zadetke na tekmo vidimo v povprečju. Dosojenih je bilo 18-11 metrov, videli smo tudi en avtogol, pokazanih pa je bilo 311 rumenih in 21 rdečih kartonov. Takoj so nogometaši Dobrovc po prejetem drugem zadetku prevzeli pobudo, jasno pričakovano, saj bodo iskali zadetek priključka. Krivec na desni strani se odkriva Tilen Štahel v preigravanju Klanšek. Prekršek je na koncu storil Kelc. Fink spodaja proti Ramšaku, najvišji v skoku slednji, lepo je odložil žogo proti Kolarju. Kolar pred vrata, kjer se v priložnosti znašel Žurej, a ostala je neizkoriščena, prednost gostov ostaja za dveh zadetkov, 0-2. Blagus v napad proti Hutinskemu, ta vrača Petku, Petek na desno stran do Klanška, mirno Kolar, Hren. Lepo prostor proti Žureju, Žurej, obramba Ploja. Vidimo, da se s tem, ko domači stojijo više, kar nekaj prostora v zadnji vrsti ponuja gostom. Zaenkrat še niso izkoristili teh svojih priložnosti za povišanje prednosti. Jager z lepo diagonalno podajo proti Klanšku, mirno na koncu Kolar. Kelc vrača Štahelu. Jager v prostor proti Krivcu, veliko prostora ima Krivec. Krivec, še ena priložnost domačih je splavala po vodi, vmešal se Fink. Na koncu vendarle udarec iz kota za domače moštvo. Prvi v tem drugem delu, skupno četrti.
Podbrežnik, najvišji Hren. Znova na levo stran proti Podbrežniku, najvišji Gaber. V tem 11. krogu v istem terminu se igrajo še 3 obračuni. Dvoboj 2 ranjenih levov poteka v Rogaški, kjer domači gostijo Zreče. Obojni so v prejšnjem krogu zgolj remizirali. Rogaška je delitev točk zagotovo sprejela zelo slabo, saj so zadetek na 1-1 prejeli v 92 minuti. Merili so se z vodilno Bistrico in imeli res lepo priložnost, da se približajo zgolj na 2 točki zaostanka, a na koncu je niso uspeli izkoristiti. Zrečani pa so remizirali z 1-1 proti današnjim domačinom. Zadetek izenačenja dosegli v 87 minuti. Podbrežnik, lepo Podbrežnik proti Hutinskemu. Krivec. Še vedno posesti Krivec. Umešal se je Hren. Da zaključim prejšnjo misel, šampion gosti Korotan, gre za še eno obračunstvo sosedov na prvenstveni lestvici. Nogometaši šampiona so nadaljevanje sezone krenili res zelo slabo, prejeli kar 7 zadetkov proti Dravogradu in kot vse kaže, v to nadaljevanje krenili res slabo pripravljeni. Korotan pa je premagal Podvince zadetkom v 90 minuti s 3-2 v prejšnjem krogu in si tako na nek način zelo olajšal zadeve pred nadaljevanjem prvenstva, kar se tiče seveda samega obstanka v tretji ligaški konkurenci. V jutrišnjem terminu pa bomo prenašali tekmo v Podvincih, kjer bodo domači gostili Šmarje. Podvinci trenutno na 9. mestu, Šmarje na 10. Tako so obojni še niso povsem varni, kar se tiče samega obstanka, saj imajo na primer Podvinci 6 točk prednosti pred mesti, ki ne zagotavljajo ohranitve tretje ligaškega statusa, Šmarje pa zgolj 2. In jasno, za obojne so na teh medsebojnih preizkušnjah točke nujne. Videm, ki se bori za obstanek, čaka zahtevna domača tekma proti Dravogradu, ki je zares, vsaj tako kaže, po prvem obračunu drugega dela dobro pripravljen za nadaljevanje prvenstva. A jasno, v Vidmu bo vse prej kot lahko za Korošce, kajti Videmčani potrebujejo in si seveda želijo točke, da si nekoliko olajšajo zadeve pred nadaljevanjem. V Cirkulanah pa bo potekal derbi vodilnih. Nova zahtevna preizkušnja za Bistričane, ki se zavedajo, da imajo pred zasledovalci kar udobno prednost, a v primeru padca v formi se lahko kaj hitro pripeti, da bo prednost skopnela in se bodo znašli v težavah glede uvrstitve v drugo slovensko nogometno ligo. Na drugi strani pa Cirkulane vsaj zaenkrat so izpolnile svoja pričakovanja. Končali bodo sezono v zgornjem delu lestvice in lahko povsem mirno igrajo na vseh obračunih do konca sezone. Čakš proti Ramšaku, nespreten Ramšak, Jager proti Kelcu. Svojo napako je popravil Ramšak, mirno Gosak vrača vratarju Finku. Znova Čakš v posesti. Ramšak, dvojna podaja teh dveh nogometašev, prehitra podaja na koncu Ramšaka. Prvo menjavo na tem obračunu pripravljajo tudi gostje, iz igre odhaja številko 9, Gosak v igro pa prihaja številko
77 Žan Napotnik. Napotnik takoj proti Kolarju, ta je atraktivno iskal Žureja, na mestu je bil Petek. Hutinski proti Podbrežniku, out za domače. Pivec. V prepovedanem položaju se je znašel napadalec Dobrovc Podbrežnik. Fink proti Kolarju, ta višji od Štahela izbija Pivec, Napotnik, Čakš. Znova Čakš. Sprva je zaključil Anej Kolar, ostaja 0:2, nova lepo odigrana akcija gostov. Jager proti Klanšku. Hitrejši in tudi močnejši od Klanška je bil Kolar, vendarle je Klanšek uspel ostati v posesti in na koncu tudi izsilil prekršek. Prosti strel za domače bo, kot vse kaže, izvedel Jager. Vendarle bo prepustil Klanšku, Klanšek strelom na vrata visoko čez gol je sprožil Klanšek, ostaja 0:2. Najvišji je bil Andraž Kolar, ki je iskal Žureja, vmešal se je Petek, znova Kolar, Žurej, Gaber. Dobro sedaj v obrambi Tilen Štahel. Hitro do posesti gostje, Gaber proti Žureju. Žurej s povratno podajo, iskal je Napotnika. Še vedno Napotnik, prekršek je storil krivec nad zvezdnim nogometašem Dravinje. Sedaj pa Skar ugodnega položaja oziroma zelo ugoden položaj za strelna vrata gostujočih nogometašev, kot vse kaže. Bolje tega je izvedel številko 7 Ramšak, strelec 2 zadetkov obeh, ki smo jih videli na tem obračunu.
Živi zid je zadev Ramšak, na to z levico Čakš, brez nevarnosti za vrata Ploja. V prepovedanem položaju pa se je znašel Andraž Kolar. Jager. Prekršek je storil Kolar nad Jagrom, takoj prenos domačih na levo stran proti krivcu. Out je priboril krivec za svoje moštvo. Gaber proti Žureju, prekršek petka. Žreb, kako bodo moštva med seboj odigrala v naslednjem 12. krogu, še ni bil opravljen, kajti poletem, kot že rečeno, se bosta formirali dve skupini. Skupina za prvaka od 1. do 6. mesta, od 7. do 12. pa skupina za obstanek, kjer bodo moštva med seboj odigrala samo eno tekmo. Podbrežnik s povratno podajo proti Jagru. Klanšek in 1-2 znižanje domačih in znova imamo tekmo v 73. minuti. Se Dobrovce vračajo v igro za točke na tem obračunu. Zagotovo zadetek, ki bo dal krila Dobrovcem za nadaljevanje in ali lahko znova pridejo do točke proti ekipi iz zgornjega dela lestvice. Ramšak na desno stran proti Jevšenaku. Blagus uspešnejši od Jevšenaka, Podbrežnik. Podbrežnik takoj v prostor proti Klanšku. Visoko so pritisnili domači, na koncu prekršek Štahela. Žurej, pravočasno Žurej proti napotniku. Gaber na levo stran do Čakša. Čakš pred vrata, kjer se je odkrival Žurej. Jevšenak. Kolar, mimo vrata je sprožil Anej Kolar. Hren vrača Finku. Prekršek Hutinskega. Rumeni karton je prejel Alen Hutinski. Pivec mirno do krivca. Ramšak proti Žureju. Žurej, preveč so zakomplicirali znova gostje. Štahel v bloku napotnik, še vedno Štahel. Klanšek. Prekršek nad Klanškom je storil Andraž Kolar. Jager. Kelc. Kelc v zvezno vrsto proti krivcu. Lepo krivec do Jagra. Jager v prostor, Klanšek. Klanšek strelja, obramba Finka
Sedaj pa je Domen Klanšek imel na levi strani povsem samega Podbrežnika, a se ni odločil za podajo, izid ostaja 1-2. Lepa priložnost za izenačenje je bila to sedaj za Dobrovce. Čakš, Žurej, Žurej v prostor proti Ramšaku, Ramšak, mimo vrat je sprožil Ramšak. Priložnost še za tretji zadetek na tem obračunu je imel gostujoči nogometaš Pivec. Razživela se je igra po zadetku Dobrovc, lepo Krivec proti Podbrežniku, Podbrežnik in fink 1-1, Podbrežnik mimo, izenačenje 2-2. Izenačenje domačih v 77. minuti, 2-2, 7. zadetek v tej sezoni je dosegel Podbrežnik in Dobrovčani so se pobrali po zaostanku 2 zadetkov. Pred nami pa še 13 minut in sodniški dodatek in vse skupaj se začenja znova. Gaber, Napotnik, napaka Napotnika, Blagus, Krivec. Domači so dobili sedaj še dodaten zagon energije po tem izenačujočem zadetku. Zagotovo so v psihološki prednosti v teh trenutkih. Jager, Žurej se je vrnil v obrambo. Andraž Kolar, izbija Pivec, Jager. Hren. Jager je posredoval, nekoliko srečno na koncu žoga, vendarle do Gabra. Prekršek Pivca nad Žurejem in rumeni karton za centralnega branilca domačih. Prosti strel sedaj za Dravinčane, tokrat pa bo izvajalec številka 10 Žiga Čakš. Teče 80. minuta obračuna. Čakš strela, Prečko je stresel Čakš, izjemen prosti strel Žige Čakša, Prečka tokrat na strani domačih. Pivec najvišji, Napotnik znova proti Čakšu. Ta na levo stran Andraž Kolar, na mestu Petek. Podbrežnik spušča oziroma vrača Hutinskemu, vendar le zapravljena posest domačih. Jevšenak proti Žureju, mirno Blagus. Jager na levo stran proti krivcu, po desni strani se že v kazenski prostor vključuje Podbrežnik. Napotnik na mestu, Blagus pred Napotnikom.
Krivec, mimo vrat je sprožil Krivec. Čakš. Prekršek nad Ramšakom. Na tekmah v tej sezoni, ko je bilo le to dovoljeno, seveda se je skupno zbralo 3921 gledalcev. Največ smo jih videli na koroškem derbiju med Dravogradom in Korotanom, ko jih je bilo 350. Jasno, v primeru, da ne bi bilo vseh teh ukrepov, bi na tem koroškem derbiju zagotovo spremljali vsaj od 700 do 800 gledalcev, če ne celo več. Največ zaporednih zmag so v prvenstvu zabeležili nogometaši Bistrice, kar 9 so jih uspeli nanizati. Medtem v napadu nogometaši Dravinje, Čakš, še vedno Čakš vrača Gabru. Ta proti oddaljenejši vratnici, kjer je napotnik, znova prečka, znova se trese okvir vrat, še enkrat več je leta na strani Dobrovc. Krivec na levo stran proti Podbrežniku. Še vedno Podbrežnik, dovolj hiter, močan je bil Hren. Mirno je vse skupaj razrešil Hren. Na koncu pa imel nekaj sreče pri oddaji žoge. Sedaj se priložnost odpira oziroma nekaj prostora odpira na drugi strani za Dravinčane. Kolar na desno stran proti Čakšu. Še vedno Čakš. Izbija Štahel. Blagus takoj v napad proti Podbrežniku, tokrat leta uspešnejši od Hrena. Še vedno Podbrežnik proti Hutinskemu, ta prepušča Klanšku. Klanšek, še vedno Klanšek v preigravanju, brez nevarnosti na koncu za vratarja Finka. Leta pa neroden pri izbijanju. Štahel, znova ima veliko prostora Klanšek. Klanšek je iskal Hutinskega, Jager proti Krivcu. Podbrežnik strelja mimo gola. Z roba kazenskega prostora je sprožil Elvino Podbrežnik, ostaja 2-2. Žurej je iskal napotnika, na koncu je slednji storil prekršek nad Kelcom. Prvi rumeni karton tudi za goste na tem obračunu. Teče 85. minuta obračuna. Prosti strel za domače bo izvedel Petek. Kolar, lepo proti Čakšu. Čakš, Pivec nekoliko nespretno, vendarle sreča za domače. Ploj takoj na desno stran proti Štahelu. Klanšek, pametno se je zagradil Klanšek. Priboril avt svoji ekipi. Hutinski. Prekršek Hutinskega.
Fink, sedaj nekaj vroče krvi na obeh straneh. Gaber vrača Kolarju, ta na kratko, oziroma ta takoj spodaja proti Hrenu. Štahel je prebral namero gostov. Jager, še vedno Jager. Prekršek gostov. Kelc spodaja na levo stran, lepo Kelc proti Podbrežniku. Vrača Podbrežnik Blagusu, še vedno Blagus. Kot za domače. Teče 88. minuta obračuna. Ali lahko morda Dobrovčani pridejo do popolnega preobrata v izdihljajih današnje tekme. Tokrat bo ta kot izvedel Podbrežnik. Podbrežnik proti bližnji vratnici, kjer je bil Blagus. Priložnost se je sedaj ponudila Blagusu, ki jo je, kot vse kaže, v tem skoku tudi skupil. Petek je bil najvišji v skoku. Gaber se je lepo spustil na levi strani, oziroma tako je v prostor iskal Žureja, pravočasno pa izvrat Ploj. Domači bodo zagotovo bolj zadovoljni s končnim rezultatom, če ostane pri teh 2-2, glede na razplet tega srečanja. Napotnik, mešal se je Jager. Kolar na desni strani ima nekaj prostora, Ramšak. Še vedno Ramšak v bloku Petek, Krivec. Krivec takoj v napad proti Podbrežniku. Prekršek Blaža Kolarja nad Podbrežnikom, rumeni karton za branilca gostov. Zamenjava sedaj v domačih vrstah, iz igre številko 25 Klemen Kelc, v igro pa je prišel številko 3 Tim Bezjak. Podbrežnik proti Klanšku, najvišji v skoku je bil Kolar, izbija Hren, prekršek Blagusa. Kot vse kaže, se bosta moštvi na koncu razšli z delitvijo točk. Tečejo zadnje minute obračuna. Napad pa, oziroma posesti gost je Gaber. Gaber proti Žureju. Napotnik.
Napotnik je v prostor želel poslati Andraža Kolarja, prehitra podaja bila to za slednjega. Najvišji v skoku Bezjak. Čakš, prekršek Bezjaka, pametno je zaustavil protinapad gostov, tako je Čakš na desno proti Jevšenaku, ta spodajal kazenski prostor, Gaber in Kolar sta si bila nekoliko v napoto, pametno Štahel. Klanšek je hitrejši od Napotnika, še vedno Klanšek, Napotnik ima karton, zato ni storil prekrška. Vendarle je Klanšek na koncu zapravil posest, Štahel na mestu. Gaber na desni strani ima veliko prostora, Jevšenak. Golout za vratarja Ploja. Podaljšek je seveda nekoliko daljši, predvsem zaradi vdora navijačev na igrišče. Ploju se sedaj nikamor ne mudi. Prekršek Petka. Čakš znova na desno stran proti Jevšenaku. Ta s predložkom izbija Blagus. Hren mirno na levo stran proti Aneju Kolarju, ta vrača Hrenu. Izbija Blagus. Znova out za Dravinčane, Gaber. Najvišji je bil Napotnik. Skupil jo je v skoku Štahel. Upajmo sedaj, da bo vse v najlepšem redu s Tilenom Štahelom. Vendarle, kot vse kaže, brez večjih težav za Štahela. Hren, sedaj imajo domači igralca manj, Štahel je lahko vstopil v igro med tem. Kolar proti Gabru, znova Kolar. Kolar s predložkom proti udaljenejši vratnici, najvišji je bil Blagus. Čakš.
Umeša vse Klanšek, Jager ta takoj proti Podbrežniku. Brez prepovedanega položaja Podbrežnik še bil na svoji polovici, na koncu pa nenatančen pri oddaji žoge in glavni sodnik je med tem odpiskal konec današnjega obračuna. Na koncu delitev točk, s katero so zagotovo bolj zadovoljni v taboru Dobrovc, ki so že zaostajali z 0:2 na 0:1. V 37 minuti je poskrbel Ramšak, nato isti nogometaš v 50. in na koncu še v 73. Domen Klanšek 1:2, končnih 2:2 pa so domači postavili v 77 minuti. S svojim 7. zadetkom v prvenstvu je za končnih delitev točk poskrbel Elvino Podbrežnik. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče današnjega obračuna. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.